ključno sporočilo današnjega srečanja je to, da se razmere v mednarodnem okolju, kot tudi v Sloveniji, poslabšujejo in zadnje podatki, ki jih imamo na razpolago, podatki statističnega urada kažejo, da je to upočasnjevanje, to poslabševanje hitrejše, kot smo pričakovali še jeseni. Na začetku bi se mogoče z nekaj besedami ustavil pri mednarodnem okolju. Poglejte, na tej prvi sliki prikazujemo, kakšne so bile napovedi za gospodarsko rast v evrskem območju in pa v Združenih državah Amerike. Kot vidite, ko se pomikamo iz leve proti desni strani, se ti stolpci pada, kar pomeni vsaka institucija, ki objavi svoje napovedi nekoliko kasneje, je tudi nekoliko bolj pesimistična. V času naše jesenske napovedi se je pričakovalo, da bo gospodarska rast v evrskem območju približno 1%, v Združenih državah naj bi bila 1,4%, to so ti stolpci v barvi urada, v rdeči barvi. Kot vidite, je zadnje svoje napovedi objavila Evropska komisija, ta pričakuje, da bo v evrskem območju rast praktično uničena, samo 10% točke naj bi znašala v prihodnjem letu. Za Združene države Amerike pa pričakuje celo recesijo in sicer padec gospodarske aktivnosti za približno 0,5% točke. Če pogledamo, kaj se znotraj tega dogaja z našimi najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami, ki ostajajo Nemčija, Italija, Avstrija, Francija, da lahko vidite, da Evropska komisija praktično v prihodnjem letu samo za Avstrijo pričakuje neko omembe vredno gospodarsko rast, sicer 0,6%, pri vseh ostalih pa bo po njenih pričakovanjih, po njenih napovedih prišlo do stagnacije gospodarske rasti. To seveda bo imelo velike posledice tudi na naše domače gospodarstvo. Pred tem mogoče še nekaj besed o finančnem delu krize. Tukaj so prikazani borzni indeksi, pomembni borzni indeksi. Kot vidite, so ti, če jih primerjamo z začetkom letošnjega leta, izgubili precej svoje vrednosti, nekateri celo polovico svoje vrednosti. Sicer se pa ta razpon tudi nekje med 20, 30 do 50%. Drugi znak finančne krize, ki se takrat, ko smo mi pripravili našo napoved, kazala predvsem v Združenih državah Amerike, ko se začenjal ta drugi val krize v Združenih državah Amerike. Po naši napovedi pa se je finančna kriza prenesla tudi v evrsko območje in ne samo v finančni del, kažejo se tudi prvi znaki krize v realnem delu, so spremembe obrestne mere. Kot vidite, je v zadnjem času prišlo do močnega povišanja medbančnih obrestnih mer. Poleg samega povišanja pa se je, podobno kot pri borznih indeksih, povišala tudi njihova volatilnost. Torej, naša se, poleg tega, da je sistem zelo zamrznjen, težko priti do posojil, je negotovost precej večja, kot je bila, nič ne moče posojati in to se odraža potem tudi v spredih. Tukaj je hkrati prikazan odziv ekonomskih politik, predvsem v tej prvi fazi, kar se je čisto primerno po naši oceni odziv denarne politike, tako Evropska centralna banka kot Ameriška centralna banka sta po izbruhu krize pričeli z zniževanjem obrestnih mer. Kot veste, je ameriška obrestna mera sedaj na ravni 1%. Prav danes pa pričakujemo, da bo Evropska centralna banka znižala svojo ključno obrestno mero še za 0,5% točke. Ko je postalo jasno, da bo finančna kriza večja, kot se je pričakovalo še pred nekaj meseci, ko je postalo jasno, da se ta finančna kriza širi tudi v realni del gospodarstva, ko so se pravili prve težave v realni del gospodarstva, so poleg centralnih bank s svojim ukrepom pričele tudi vlade in pa mednarodne institucije, tukaj imam misli predvsem mednarodni sklad. Na tej tabeli, ki smo pripravili, smo poskušali sešteti zneske, ki so posamezne vlade zaenkrat predvsem v obliki bančnih garancij, možnosti za dokapitalizacijo namenile svojemu finančnemu sektorju. Skupni znesek je po naši grobi oceni trenutno se približuje 4.000 milijardam ameriških dolarjev. Tukaj so tudi prikazani, kakšen delež bi naj ta posojila imela v družbenem proizvodu posameznih držav. Kot vidite, so v nekaterih državah ti deleži res postali zelo visoki. Na primer v Avstriji se približuje 40%, sicer pa se gibljajo okoli 20%, v ZDA 7% so bolj pri repu
te lestvice, kljub temu, da imajo nominalno gledano ogromen paket predviden za rekapitalizacijo finančnih institucij, za bančne garancije, za odkup kratkoročnega dolga. Zgodila pa se še ena pomembna stvar, namreč Ameriška centralna banka začela neposredno odkupovati finančne papire podjetij, kar je svojvrsten precedens pri vodenju denarne politike v ZDA. Seveda je mi smo že, kot veste, pri pripravi naše jesenske napovedi pričakovali, da se bo gospodarska rast v Sloveniji pomembno umirila že v letošnjem letu, pa posebej še v drugem letu, v letu 2009, ko smo napovedali le 3,1% gospodarsko rast in v ozadju tega umiranje je bilo umiranje v mednarodnem okolju. Seveda, skladno s tem, da se mednarodno okolje umira hitreje, kot smo pričakovali še jeseni, se nekoliko hitreje umirajo tudi aktivnosti v Sloveniji. Kot vidite, je v zadnjih mesecih prišlo do relativno velikega upada izvoza blaga, znižene stopnje rasti izvoza blaga, prav tako se je znižala proizvodna predelovalnih dejavnosti, umirja pa se sicer nekoliko počasneje v višjih stopnjah tudi upravljenih gradbenih del. Če pogledamo, kaj ti podatki pomenijo za našo napoved gospodarskih gibanj v prihodnjem letu, potem lahko povemo, da se del tega, kar smo še pred 2 meseci v pripravi jesenske napovedi uvrstili pod tveganja, pod možnost, da se del tega že prenaša v realno gospodarstvo oziroma z drugimi besedami ta naša osrednja napoved se nekoliko spušča in se približuje tem nižjim intervalom zaupanja. Torej, če bi danes delali napoved, bi verjetno našo osrednjo napoved postavili nekoliko